ekonomisti, pa gospodarska zbornica, gospodarstveniki in mnogi drugi nas prepričujejo, da je egalitarnost, torej enakost, ena od naših največjih ovir v družbenem pa v ekonomskem razvoju. In da so te vrednote enakosti, egalitarizma, da so to socialistične vrednote, da vlada v slovenski družbi strah pred uspešnimi ljudmi in s tem povezanimi visokimi davki, in da nas je to pripeljalo v krizo, ki jo še vsi doživljamo, in da nas to tudi blokira, da nas to onemogoča, da bi iz te krize prišli ven. Da je premajhna neenakost, prepričuje ponotlarjanje vrednot, ki bi nas edine lahko porinile naprej v razvoju in ki bi nas spravile ven pod krizo. Torej, potrebujemo neenakost. Da premajhna neenakost tudi prepričuje seveda tekmovalnost, kompetitivnost, prosti trg, ki je za nekatere družbeni mehanizem, ki omogoča ljudem z znanjem pa s talentom, da so bolj inovativni, uspešnejši, podjetnejši in tako naprej. Teza je, da potrebujemo nekateri več neenakosti, torej manj kapitalizma, da bomo produktivnejši in podjetnejši. Boštjan, kaj bi ti rekli? Res je to rešitev za izhod iz krize. To je res nekaj, kar potrebujemo. Jaz bi to rekel, da preden se sploh lahko na to odgovarja, je zelo dobro vedeti, odkot te ideje prihajajo. Ker to niso ideje, ki so pobrane iz zraka, to niso ideje, ki so se jih izmislili naši politiki ali pa gospodarstveniki v zadnjih 2 letih. To so dejansko ideje, ki izhajajo tam iz 17. stoletja in so zdaj samo okrepljene z to ekonomsko krizo in to. Če pogledamo zelo... Liberalizem. Ja, po klasičnem liberalizmu, ki je potem prefiltriran skozi anarkokapitalizem in pa neoliberalizem. Zdaj, tisto, kar je za Slovenijo najbolj pomembno, kar nam govorijo in slovenski ekonomisti, sploh ekonomisti, kot so naprimer Mrkajič, Rado Kozdir in pa Bršič, včasih je not spadal tudi Damjan, ampak zdaj se je Damjan tukaj premaknil malo v keynesianizem in te stvari majhen se je potuhnil. In pa gospodarstveniki, sploh gospodarska zbornica to zagovarja, je ta osnovna teza, je ta, da je neenakost motivacijski faktor. Neenakost je tista, ki ljudi sili v to, da sprejmejo te osnovne, najosnovnejše vrednote, ki veljajo za progresivne znotraj kapitalističnih družb. To so naprimer inovativnost, podjetnost, potem potrpežljivost, fleksibilnost, neka pripravljenost na tveganje. To so te vrednote in treba reči, da so vse te vrednote natanko tiste vrednote, ki so jih naprimer poudarjali že najstarejši misleci liberalizma tam v 17. stoletju. In to so tiste vrednote, ki so potem postale prevladujoče v buržoaziji in meščanski družbi v sredini 19. stoletja, ampak ne znotraj delavskih družin, in ki so naprimer potem se širile iz teh srednjih in višjih slojev med delavske družine od začetka nekak 20. stoletja pa do recimo konca druge svetovne vojne, ker potem spet prevlada ta socialdemokratski vidik. Zdaj, zadnjih 30 let, je pa spet to, so tudi tiste vrednote, ki jih naj bi imel vsak posameznik, če hoče biti uspešen, če hoče sploh biti pravi pripadnik modernih družb. Zdaj, tisto, kar je zelo zanimivo, je to, da če pogledamo te vrednote, kot so naprimer potrpežljivost, inovativnost, fleksibilnost, zelo hitro pridemo do odgovora, zakaj so te varčevalne politike, ki nam jih
predlagajo zdaj, usmerjene tako, kot so. Naprimer, kje je treba varčevati? Ker imamo neenakost kot motivacijski faktor in ker je tisto, kar bi nas spodbujalo, več so te vrednote, kot je potrpežljivost, podjetnost in to, je treba varčevati kako? Naprimer, dvigneš upokojitveno starost. Dvignemo upokojitveno starost zaradi tega, da bomo ljudi prisilili, da se še iščejo delo, oziroma da če so že toliko starim, ker vedo, da ne bodo dobili pokojnine, da se na delu še bolj prizadevajo. In to je natanko to. Spodbujanje ljudi motivira, da sprejmejo, da ponotranijo ta prizadevnost, podjetnost in to. Druga je, na primer, zmanjšanje socialnih transferov. Zakaj zmanjšati podporo za brezposelne? Ja, zaradi tega, ker če imajo previsoko podporo, ker so leni nočejo delati. Zaradi tega jim je treba zmanjšati to in jih s tem dejansko ne kaznujemo, ampak jim, kot govorijo, omogočimo, da postanejo podjetni, da sprejmejo te vrednote, ki so dejanski temelj družbe. Podobno je tudi zmanjšanje izdatkov za javno zdravstvo oziroma privatizacija zdravstva. Pa smo spet pri istem. Konec koncev, če je treba plačati neko zdravstveno uslugo, bo vsak dvakrat premislil, preden bo zbolel. Podobno je, na primer, za javno šolstvo. Za javno šolstvo vam vedno rečejo, da izobraževanje je investicija. Vi morate že kot otrok se odločiti, tako vam pomagajo starši, najboljši, da se sami, odločite, v kaj boste investirali svoje znanje, svoje sposobnosti in svoj denar, v katero šolo. Če se odločite narobe, je to povsem vaša krivda, ni popravnega izpita. Potem zmanjšanje odprava minimalne plače je spet isto kot pri socialnih transferih. Če obstaja minimalna plača, to delavcem, ki so tako leni, nesposobni, pač omogoča, da se reče, vse mi ni treba delati, potem to plača dobim, je problem rešen. Če se plača zniža ali odpravi, je pač prisiljen delati več. In spet skozi delo si ponotrani te vrednote. Na drugi strani, to je pa samo. Na drugi strani je pa seveda tako imenovana socialna kapica, ki je del teh ukrepov, ki pa pomeni ravno obratno. Tiste, ki imajo že boljše plače in vse, je treba razbremeniti, zato da bo spet se povečala neenakost, da bo dobili več denarja in več dela. O tem bom nekaj še kasneje rekel, ker tukaj je ena zelo zanimiva razlika, ki vodi direktno v tisto, kar se tudi v Sloveniji skozi bolj opaža, ker gre za socialni rasizem. Skratka, če pogledamo to not, je neenakost predstavljena kot motivacijski faktor, ki bo vsako družbo, vsako kapitalistično družbo naredil bolj produktivno, bolj uspešno, bolj bogato. In hkrati seveda tudi vse ljudi. Ampak pomembno je to, da ne gre samo za finančni faktor in materialni, da gre vedno tudi za vprašanje morale. Ko nam govorijo o enakosti, nikoli ne govorijo, oziroma neenakosti, nam nikoli ne govorijo samo o razliki o denarju, ampak je za, bom rekel, te ekonomske teorije libertarizma ali pa neoliberalizma, pa tudi za neoklasično ekonomsko teorijo, je zadaj vedno vrednotna teorija. Je vedno morala. Če združimo to skupaj, se običajno vedno reče, kar nam spet servirajo, je, da je kapitalizem najboljši od vseh možnih sistemov. Kapitalizem je tisti sistem, ki nam je v bistvu omogočil neverjetno rast, ki je v bistvu potegnil svet iz tako imenovane maltuzijanske pasti. Maltuzijanska past običajno reče, da je nekaj, kar se je človeštvo zapletlo z vzponom kmetijstva in je trajalo tam do začetka industrijske revolucije. Pomeni pa zelo preprosto. Vsaka tehnološka inovacija, ki naprimer pomeni večjo predelavo hrane, se takoj izniči z povečanjem
prebivalstva. Šele za industrijsko revolucijo, za kapitalističnim sistemom je ta past izničena, ker je produktivnost kapitalizma pač tako velika, da tehnološka inovacija proizvede več, kot pa lahko potem rast prebivalstva poje, dobesedno poje. Past te zadeve je to, da, kot nam vedno rečejo, kar je tudi res, kapitalizem ne more preživeti, se pade spet ujame v to isto past, če je gospodarska rast manjša kot 3%. Kapitalizem lahko živi samo, če je tako imenovana nenehna rast vsaj 3% gospodarske rasti v leto. Če tega ne dosegamo, imamo krizo. In vse to je dejansko res. Vse to je res. Past, ali druga stran je tega, da je kapitalizem najboljši sistem za tiste, ki so na vrhu. Zdaj, če povem samo, naprimer, ker smo ravno pri neenakosti, v letu 2012 je 85 najbogatejših ljudi na svetu imelo ravno toliko bogatstva kot 3,5 milijarde najrevnejših. Kapitalizem je res ustvaril neverjetno bogatstvo, ni ga pa sposoben niti približno pravično razdeliti. Zraven, ker smo pri neenakosti in ker je ta programizem namenjena ne samo neenakosti ekonomske, ampak neenakostim, se pravi rečem neenakostim, je treba reči, da ta osnovna neenakost, ki jo proizvaja kapitalizem, se pravi ekonomska neenakost, da ima izredno močne vplive na vse druge vrste neenakosti. Tako na različne diskriminacije, naprimer na etnični, verski, spolni osnovi, na katerekoli osnovi vzamete, boste najdli v zadju dobesedno to ekonomsko neenakost, ki je leži zadaj. Ampak še tukaj je treba reči, ker je zelo zanimivo in mislim, da pomembno, ker ljudje ravno zaradi tega ne vidijo tega ogrožajočega ozadja zadaj. Ne? Jaz sem se, ko sem delal te delavnice, smo imeli o upravljanju raznolikosti v podjetjih, ravno to, kako v samih podjetjih upravljajo s temi razlikami in diskriminacijami, se zelo hitro pokaže, da so prvič podjetja, velika večina podjetij je proti tako imenovanim afirmativnim akcijam. Se pravi, proti temu, da obstajajo ženske kvote, da obstajajo kvote za invalide pri zaposlovanju. Vsi rečejo, vse to lahko reši trg dela. In res, v nekaterih primerih so zelo pripravljeni zaposlovati invalide, so zelo pripravljeni zaposlovati ženske. Ampak samo do tiste meje, ko jim prinaša dobiček. Če jim v tem 3 mesečju zaposlovanje invalidov prinaša dobiček, jih bodo zaposlili. Če jim v naslednjem 3 mesečju ustvarja izgubo ali pa sploh ne dobička, bodo odpustili. In jih morda nikoli več ne bodo zaposlili. Vse je vezano samo na dobiček. In naprimer, znane so ameriške korporacije, ki preprosto zaposlujejo Mehičane, zato da so jim cela skupina Mehečanov sami ustvarili, mislim, da je šlo za te fast food, točno določeno hrano, ki so jo potem boljše prodajali v Mehiki. Ko jim je to uspelo, in to je bilo seveda upravljanje raznolikosti, skupinsko delo, udarjanje, da so proti diskriminaciji, ko jim je to uspelo, ko je prodaja rasla, so skupino razpustili in odpustili ljudi. Problem je rešen, ne? Samo za dobiček. Skratka, zelo hitro, če rečemo samo, da kapitalizem ustvarja samo te slabe strani neenakosti, zelo hitro dobimo nazaj odgovor, ni res. Ne? In je treba paziti pri tem, ker so ti primeri, ki nam jih vedno naštevajo zelo, jih imate na vsakem koncu in je dejansko del strategije, kako se brani dobesedno kapitalizem. In to je pa pomembno, ker tukaj se pa že nahajam na tistem tako imenovanem libertarnem zagovoru prostega trga. To je tisto, kar sem prej imenil, ker gre za zagovor na podlagi morale.
naprimer, največji zagovorniki prostega trga, kot so Rothbard, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, nikoli niso trdili, dajmo zagovarjati kapitalizem zaradi tega, ker bomo več profitali. Ne, vedno so ga zagovarjali zaradi tega, ker nam kapitalizem daje svobodo posameznika. Zaradi tega, ker nam omogoča, da smo vsi bolj pošteni, da smo vsi bolj moralni. Ker so ga vedno utemeljili na tako imenovani konceptu enakih možnosti, ne? Equality of opportunity. Dejansko so trdili to, da je neenakost je pogoj, da smo vsi enaki. Ne? Neenakost, v bistvu enakost možnosti začetnih, ker smo različni, pripeljejo do tega, da smo pač vsi neenaki, ampak to je ravno ta svoboda. Kako zdaj to utemeljiti v času? Ne? Kako zdaj nekomu razložiti, da morda je že res, da sva različna, izbereva, imava enake možnosti na začetku, prideva do enakih rezultatov, ne vem, Matjaž zasluži, si nabere 50 milijonov, jaz 50 evrov, ne? Kako zdaj razložiti to v naslednji generaciji, da bo spet pošteno? En izmed drugih glavnih zagovornikov, ki pa ni ekonomist, je bil pa filozof, je bil pa Nozick, ki je rekel, da tudi to ni problema, kolikor je prenos bogatstva iz enega na drugega pošten in prostovoljen. Skratka, neenakosti se v tem sistemu nenehno generirajo, ampak dokler je predpostavljeno, da je nekaj prostovoljenega, je problem rešen. Seveda se takoj lahko vprašamo tisto, kar vidite, naprimer, spet pri slovenskih ekonomistih, Vršič pa Rado Pestner sta v tem zelo dobra, ko rečeta, lastnik lahko za svojo lastnino dela, kar hoče. To je natanko izhaja iz te filozofije. Tukaj je zelo preprosto rečeno to. Če lastnik tovarna zapre, je to njegova pravica. Znova lahko dela, kar hoče. Strogo rečeno je lahko zažge, če je hoče. Ampak v trenutku, ko to rečejo, pozabijo na svoj lasten aksiom, iz katerega izhajajo, da tukaj pa ni prostovoljnega prenosa, kajti tukaj imate cel kup delavcev, ki so ustvarjali to, dejansko ustvarjali za svojo presežno vrednostjo, za vse tem, ki pa niso nič vprašani glede te lastnine in tudi nikoli ne pristanejo prostovoljno na to izničenje. Skratka, ta moment prostovoljnosti kar naenkrat izgine. Drug obrat, ki so ga naredili glede na začetek teh klasični liberalizem, je pa ta, da so preformulirali, kaj je to prosti trg. Če gledate Adama Smitha ali pa Davida Ricarda ali pa celo Locke ali pa Davida Humea, boste videli, da je prosti trg mesto, na katerem se izvajajo menjave. In te menjave so ekvivalentne. Ti meni daš 5 litrov vode, jaz tebi 5 evrov. Ali pa 5 litrov vode, pa ne vem, pa 1 uro dela, kakor. Menjava je ekvivalentna in svobodna. Če pa zdaj poslušate, kaj govorijo o prostem trgu, prosti trg ni več mesto menjave, ampak je mesto tekmovanja. To pa vso igro od temelja spremeni. Kdo tekmuje in zakaj tekmuje? Tekmujejo natanko tisto, kar smo prej rekli. Ljudje, ki imajo določene vrednote, na tem tekmovanju uspejo in vemo, katere so te vrednote, tiste, ki sem jih omenil prej, tisti, ki teh vrednot nimajo, ne uspejo. Trg postane tekmovalni mehanizem, ki je čisto v teh konceptih naraven, neutralen, od nikogar vsiljen in ki popolnoma pošteno in pravično razporeja vse vire. Enakost, ki nastaja na podlagi tega trga, tega tekmovanja, je, kot rečejo, pravična. Skratka, zagovori neenakosti niso
bom rekel, niso tako preprosti. Ni jih mogoče spodbiti z enostavno proti trditvijo. Imajo zelo izgrajeno logično sestavo, ki je v končni konsekvenci moralistična. To je tisto, kar se je treba zavedati in to je tisto, zaradi česar je, na primer, in marksistična ali pa ta bolj sociološka analiza, bom rekel, veliko močnejša, ker gre na materialno in ker točno pokaže, kako je ta moralizem vpet noter, zato kot ideološki moment, ki opravičuje te neenakosti naknadno nazaj. Zdaj, kaj bi še, zdaj bi se jaz malo mečkam premaknil od tega ekonomističnega, zato da vidimo, kako, gospa je tam naprej rekla, za sociološki pogled. Jaz bi rekel zdaj nekaj, ta kapitalizem, ki nam je to proizvedel. V sredini 70-ih let so se sociologi nekako po 100 letih spet lotili te neenakosti in so, to je bilo ravno v začetku vzpona neoliberalizma, in eden izmed teh sociologov, Herbert Gans, je na primer ugotovil, da ta revščina, kot ena izmed bistvenih oblik neenakosti, ki jo vsi poznamo, upravlja v družbi neverjetno veliko funkcij. Ene so čisto materialne, druge pa, kot bomo videli, zelo moralne. Ravno na tisti podlagi, kot zagovori ekonomistov trdijo in ki jih, vejte, če preberete časopis vsak dan, preberete v slovenskih časopisih. Prva funkcija, na primer, on trdi, je, da tisti, ki so revni, upravljajo umazana dela. To bolj ali manj pač vsi vemo. To je spet treba povezati z tako imenovano motivacijo za delo. Ne? Če so spodbude previsoke, pač ne bo nikogar, ki bo jih hotel ta dela opravljati. Treba spustiti vse socialne transferje, vse te način nižje ravno. Potem, ker revni so tisti, ki z nizkimi plačami dejansko subvencionirajo in omogočajo dobro življenje premožnejšim. To je najbolj opazno pri tem, da se v zadnjih, morda v Sloveniji niti ne toliko, ampak na Zahodu je pa trend zadnjih 30 let ponovno vpeljevanje služinčadi. In dejansko tisti revni večinoma delajo za minimalne plače ali pa še za manj, so tisti, ki tem premožnejšim omogočajo boljše življenje in jim omogočajo, da se znebijo tistega, čemer se danes že skozi več govori, tako imenovani časovni revščini. Se pravi, revščini, ko tudi če imate dovolj denarja, nimate časa, da bi ga izkoristili, da bi se posvetili družini, da bi se posvetili svojim hobijem. Morate hiteti z enega dela na druga. Služinčad, ki se pojavlja spet kot nek poseben razred, omogoča tem premožnejšim, da imajo več časa, da si lahko privoščijo pač tisto, o čemer govorimo, dobro življenje. Ena izmed funkcij je ta, da ustvarjajo celo kopico služb za storitveni sektor. V Sloveniji je to večinoma, ali pa tudi v Evropi velja za tako imenovani nevladni sektor. Cel kup nevladnega sektorja se ukvarja z tistimi, ki so žrtve take in drugačne neenakosti, zaradi tega, ker se pač država in gospodarstvo s tem pač noče ukvarjati, porine na kraj. Potem je, na primer, tisto, kar pa smo že pri moralni, je, da predstavljajo dežurne krivce za vse napake v družbi. Oni so tisti, ki so leni, ki so deviantni, ki so promiskuitetni, nočejo delati, pijejo preveč in vedno so tisti, ki so krivi. Nekdo, ki je kriv, da družba stagnira. V Sloveniji, če berete cel kup blogerjev, bom kar omenil, ali Alojzija Ihana, ali Miha Macinija, vedno je ta pritožba, Slovenci smo, kot že prej rekel, preveč agilitarni, porivamo vse dol, nočemo spodbujati tisti, ki so
individualni, ki rinejo gor. To je ta funkcija teh, ki so dežurni krivci. S tem, da se venimo, da to, da nas skrb za celotno nacijo potiskajo dol. Ampak brez skrbi, čez 10 let, če bo šlo tako naprej, bo točno razred, ki bo imel to funkcijo noter. Potem druga, ki je pa pozitivna funkcija, na nek način, čeprav ne za njih, ker se pa tudi znotraj sociologije opažali, je pa to, da so vedno do zdaj predstavljali nek vir določenih kulturnih vrednot. Ko mislimo naprimer na jazz, blues ali pa na cel kup tako imane folk umetnosti, ker izhaja ravno iz najrevnejših krogov, prevzamejo višji sloji, višji razredi neke artefakte, momente, ki jih vzdignejo gor. Seveda potem ti revni tega nimajo nič, ne, poročeno. Drugo je čisti statusni še ena funkcija, že sam obstoj nižjega razreda omogoča višji status nekomu drugemu. In tisto, še zelo pomembna funkcija, ki pa danes jo opazimo vsi, je pa to, da so tisti, ki absorbirajo stroške družbenih sprememb in kriz. Najrevnejši sloji, tisti, ki so diskriminirani, ali gremo za ženske, ali gremo za migrante, ali begunce, so tisti, ki ob družbenih krizah plačajo najvišjo ceno. Vsi socialni transferji so rezani, tisto, kar sem omenil prej, vsa logika, kako se to reže, se zvrže na njih. In to je ta ena izmed osnovnih funkcij. In potem še zadnja, da dejansko predstavljajo stabilizujoči faktor politike laissez-faire, se pravi svobodnega tekmovalnega trga. Ker omogočajo s tem, da predpostavljajo, da gre za družbo, kjer ta trg obstaja, ker je tekmovanje, ker je popolnoma pošteno, s tem, ko izpadejo iz tekmovanja, dejansko pokažejo, da trg deluje. Izpadejo zaradi tega, ker so pač nesposobni. In tisto, kar je najbolj presenetljivo, kar sem prej omenil za socialni rasizem, je, da danes je vse več teorij oziroma kvazi teorij, to bo Simon morda več vedel tega, ki izhajajo iz evolucijske psihologije in tega in so se nalepile na ekonomijo, ki dejansko prihaja do tega, da ta neuspeh na trgu ni več posledica slabe izobrazbe, ampak je slaba izobrazba posledica slabih genov. Dejansko odsotnosti talenta. In trg zdaj predstavlja selekcijski mehanizem, ki tiste, ki smo nesposobni ali ki so nesposobni, ki sploh nimajo nobenega talenta, nobenih dobrih genov, izvrši. In postavi na mesta, ki se jih zaslužijo tiste, ki so sposobni. In smo spet pri enem pojmu, za katerega se ekonomisti in politiki vedno trdijo, da mora biti ta družba organizirana, tako imenovana meritokracija. Ker trg izvrže tiste, ki nimajo talentov in sposobnosti, postavi na višje položaje tiste, ki jih imajo, evo, imamo meritokracijo, vladavino tistih, ki so zaslužni, imamo pozitivno selekcijo, to bo tudi Simon prej povedal, ker tem že pisal, in imamo zopet pravičen sistem. Znanost je to začela kriviti gen, oziroma tako, da je pač v genih notrni in to nesposoben, da ni družba ta, ki nekatere zlomi, ker niso sposobni tekmovati, ampak da jim je to... Ne gre to, da bi znanost. To ne gre za odkrit odgovor zdaj. Gre za nekaj, kar je implicitno predpostavljeno noter. Danes pravzaprav ne boš najdel nobenega ekonomista, ki te bo to trdil, oziroma zelo redki. Čeprav eden učil celo na London School of Economics, Bršič je... Ja, zelo redki so. Ampak ta predpostavka je postavljena noter. Če slediš logiki argumentacije, njihove argumentacije, na koncu prideš do tega, ampak odkje to prihaja. Ni nobenega drugega odgovora, kot da je to že dano. Gre za tisti korak, ki ga pa oni ne storijo, ker ga pač ne smejo. Razen res pri tistih, ki se neposredno nanašajo na evolucijsko psihologijo.
Kje se vidi ta socialni rasizem, ki pa spet zelo hitro paste pri slovenskih politikih in ekonomistih, je pa to. Poglejte, kaj rečejo, kako ljudi spodbuditi k delu. Brezposelne boste spodbudili k delu, tako da jim boste vzeli socialne transfere. S tem jih boste prisilili, da bodo več delali. Skratka, nekaj jim morate vzeti. Kako boste prisilili menedžerje, da bodo več delali? Ja, povišati jim morate plačo, ne? Zaradi tega, da jih nagradite za talent. In ustvarite dve skupine ljudi. Nekdo, ki ima talent, ki je zaslužen, zasluži več, in nekdo, ki pa člen, ki se mu nič ne da, noče delati, njega morate pa kaznovati oziroma prisiliti, da bo sploh se premaknil zjutraj, ne vem, od kavča do tovarne, v kateri bo seveda 8 ur na narekovajih, sprav, še 12 ur, delal neko stvar, ki... To je ta spet rasizem, čisto socialni, za katerega noben ne bo rekel, javno priznal, da obstaja. Noben ne bo javno priznal, da ga poskušal temeljiti biološko, ampak je prisoten noter. Ne? Zdaj, to je ta opis družbe, ki jo imamo. Ne? Izredno velike razlike, neenakosti, ki silijo v diskriminacijo. Ampak zdaj bi pa jaz povedal eno anekdoto, ki je pa zelo zanimiva. Paul Hawken, morda ga kdo pozna, on je izredno velik zagovornik prostega trga, ampak hkrati tudi ekolog. En izmed tistih, ki trdi, da prosti trg lahko reši vse ekološke družbene probleme. On je tudi avtor tako imenovana te natural step, naravni korak, strategije, s katero naj bi podjetja prepričali, da začnejo ekološko in družbeno odgovorno poslovati. In zadnji korak teh, ta naravni korak strategija vključuje 4 osnovne hipoteze. Zadnja, četrta je pravična razdelitev ustvarjenega bogatstva. No? In on pravi, da je na delavnici v podjetju, ni hotel povedati v katerem, ampak rekel je, da delajo pesticide in insekticide in da letno obrnejo za 9 milijard dolarjev dobička, skratka ni ravno neko majhno podjetje, da so izbrali srednji menedžmentni kader in pa inženirski kader. In so jim predstavili te 4 korake, kako doseči, da bo družba delovala odgovorno. Ko so prišli do 4. koraka, so vsi planili po koncu. Ne, to pa ne. Ta razdelitev, davki večji za bogate in to je socializem, to je neučinkovito, to ne bo delovalo, to bo uničilo družbo, bomo stagnirali, konec. Tega noben ni hotel sprejeti. Naslednji korak je bil ta, da so celotno skupino razdelili na 5 skupin. In vsaka od teh 5 skupin je dobila nalogo. Zamislite si vesoljsko ladjo, samo zadostno vesoljsko ladjo, v kateri bo na 10.000 ljudi, ki mora iti na vsaj 100-letno potovanje in se vrniti nazaj na zemljo z živimi, srečnimi in zdravo posadko. Vsaka od teh 5 skupin je morala napisati scenarij, potem so pa volili za tisto, ki je najboljša. In katera je bila najboljša? Ladja brez insekticidov, ladja brez pesticidov, ker pač ekološki sistem mora se vzdrževati sam. Potem je bila ladja, v kateri niti približno ne smejo biti samo menedžerji in pa inženirji, vključevati morajo pisatelje, umetnike, plesalce, ker so rekli tudi, da če je televizija, če so CD-ji, DVD-ji, to zelo hitro postane dolgočasno, treba pa zanimivo. In na direktno vprašanje, ali bi ta ladja preživela, če bi 20% ljudi v tej ladji kontroliralo 80% virov, bogatstva, ne. To pa ni vzdržno. To pa na tej ladji ne bi vzdržalo. Isti ljudje, ki so pred to razdelitvijo zagovarjali sistem, v katerem je leta 2010, naprimer, 0,5% najbogatejših imelo
35,6% bogatstva. Skratka, isti ljudje, ko jih postaviš pred neko nalogo, tam popolnoma spremenijo mnenje. Ne? Ampak jaz bi rad povedal, najprej upozoril na to, da to kaže na ta, kako sama logika delovanja kapitalizma, upravičevanja kapitalizma temelji na nekih vrednotah, na morali zaven. Da tudi racionalen premislek ni dovolj, da je treba dobesedno iti v razbijanje in v kazanje na protislovja v teh vrednotah. Spet bom to rekel zaradi tega, ker je to nekaj, kar Simon pozna, s čemer se ukvarja, čeprav z malo drugega vidika. Za konec pa, če nisem predolg, lahko nekaj, bi pa jaz sam še povedal nekaj, spet bom šel na čist sociološko analizo neenakosti, ki mislim, da je pomembna, ker velikokrat rečemo neenakosti in potem nam obrnejo nazaj, ja, neenakosti, ampak se smo vsi različni. Ja, res je. Ampak različnost in neenakost ni ista stvar. Različnost je, na primer, tukaj sem skliceval na švedskega sociologa, zelo znanga, nekaj mislim, da je prevedenega tudi v slovenščino, Gorana Terborna. On, na primer, pravi takole, različnost je horizontalna, neenakost je vedno vertikalna. Neenakost se pravi vedno vključuje rangiranje. Nekdo je višji, nekdo je nižji, nekdo je boljši, nekdo je slabši. Različnost je preprosto razporejena horizontalno. Razlike so vedno ali stvar okusa, nerangirana, ali pa so stvar preprostega kategoriziranja. Naprimer, v znanosti imate zelo preprosto to kategoriziranje, ali pa si imam, ki je zdravnik, točno bo vedel bolezni, kategoriziraš na podločenih istih diagnostikov in ne govoriš, ta je več vredna, ta je manj vredna, ali pa da jih rangiraš po neki vrednostni lestvici. Medtem ko neenakost pa ravno krši to niveliziranje, se pravi to preprosto kategoriziranje in postavlja noter neke razlike. Tretji element je pa to, da razlike niso izbrisljive. Razlik ne morate zbrisati. Neenakosti pa lahko. Ta argument je nekoliko, morda nekoliko filozofski, ampak govori pa samo to, da razlik, ko konstruirate družbo v vsakdanjem življenju, ali pa tisto, ko poskušamo ustvariti boljšo družbo, bolj pravično družbo, so razlike nekaj, česar ne moramo odpraviti. Neenakosti pa lahko. Razlike bodo ostale, vedno. Neenakosti pa ni nujno, da ostane. Neenakosti pa nekaj, za kar se lahko odločimo, da jih ne bomo proizvajali, generirali nenehno. Jaz bi zdaj še omenil to, katere so tiste neenakosti, ki so morda najbolj znane. Ne? Goran Terborn pravi približno takole. Tista neenakost, ki jo vsi poznamo, je materialna neenakost. To je neenakost, ekonomska neenakost, neenakost v razbuditvi virov, dohodkov, bogatstev, zemlje, neenakost, o kateri nenehno govorimo, ki imamo nenehno pred očmi, pozabljamo pa na tisto, kar je morda danes skoraj da najbolj nepomembna na nek način, čeprav je povezana s to, je pa tako imenovana življenjska neenakost. To je pa neenakost, na primer, v pričakovani življenjski dobi nekoga, ki je reven, nekoga, ki je bogat. On navaja, na primer, samo podatek, da leta 2008
je bila pričakovana življenjska doba prebivalca najpremožnejšega londonskega okrožja, tako imenovane Chelsea, Kensington, z okrožjem Tottenham Green, ki spada med najbolj revne 17 let. V Glasgowu je ta razlika 28 let. Slovenija v objektivu, v sobotni prilogi Dnevnika iz zadnje sobote, sta na primer Šumi in Josipovič navedla, da se od leta 2010 manjša pričakovana življenjska doba moških v starosti od 45 do 49 let, da raste stopnja umrljivosti novorojenčkov, da je pričakovano, da se bo ta manjšanje pričakovane življenjske dobe začela tudi pri ženskah, če bo kriza trajala, običajno pač kot demografski trend, da se najprej začne pri moških. Da je vsak četrti moški umrli v Sloveniji v letu 2013 že bil mlajši od 65 let. Da se povečuje delež samomorov, spet ki je dolga leta padel, spet rasle. Skratka, morda v Sloveniji razlike niso tako velike kot v Angliji, v pričakovanju življenjske dobe med revnejšimi, pa tu, na primer, v sami Ljubljani, ampak naraščajo. Podobno velja tudi, na primer, za zdravila. V Sloveniji je naraslo, mislim, da število izdanih receptov za antidepresive od leta 2000 pa do 2010, mislim, da za več kot 100%, velika večina je izdanih za ženske, faktor 1,8, in pa spet največji porast je bil v najrevnejših predelih Slovenije. Tako da preprosto tega ne moramo pripisati nekim objektivnim telesnim vzrokom, ampak tukaj je treba upoštevati socialne, ekonomske, se pravi, smo pri neenakosti. Naslednja neenakost, ki je zelo pomembna, je tako imenovana eksistenčna neenakost, to je neenakost, ki udari na našo osebnost. Je nekaj, kar nas zadane v našem samospoštovanju, samovrednotenju in pa v vrednotenju, ki jih nam pripisujejo drugi, je pa običajno posledica tega, da je določenim skupinam ljudi onemogočen dostop do nekih virov spoštovanja in pa priznavanja. Najočitnejši primer je spet trg dela in ženske, ali pa invalidi, ali pa migranti, ali pa neke določene druge skupine. O materialni enakosti smo že govorili, ta je osnovna. Zdaj, kako se vse te neenakosti producirajo? Obstajajo 4 mehanizmi osnovni. Izključevanje, izkoriščanje, tako imenovano oddaljevanje in pa institucije hierarhije. Jaz se ne bi spuščal zdaj vse podrobno v vse 4, ker je dejstvo, da so vse 4 povezane v tako imenovano kumulativno vzročnost. Če imate izkoriščanje, klasična eksploatacija dela, ki povzroča neposredno povzroča ekonomsko neenakost, se ta ekonomska neenakost veže na izključevanje, kot smo prej govorili, revni so izključeni, to izključevanje potem proizvede vrednostno rangiranje, nimate spoštovanja do njega, to se spet proizvede nazaj na področju zdravja in potem to spet ukrepi nazaj na ekonomsko, ker pač ne najde dela, to se potem samo pospešuje, to je tako imenovana kumulativna vzročnost. Omenil bi samo še te institucije hierarhije, ker so pomembne za to, kje iskati eno izmed poti iz teh neenakosti ven in tisto, kar ima Združena levica razdelano, čeprav morda se tega ne poudarja ravno zato in se ne vidi tega momenta pomembnega pri programu Združene levice, kaj lahko tukaj prispeva. To je tako imenovane institucije hierarhije. Vse družbe in organizacije so organizirane po določenih hierarhičnih principih. Delujejo kot neke stopnice, lestvice, kjer si nekdo zgoraj, drugi je spodaj. Seveda, zadnjih
nekaj desetletij nam govorijo, da so in podjetja, in države, da so te hierarhije sploščene. Ne? Pozablja se pa to, da kljub temu, da so te hierarhije sploščene, se pravi, da imate v podjetjih, morda res nimate med direktorjem in delavcem, nimate več 50 stopnic, ki imate morda samo še 20, da pa kljub temu obstaja skrita, implicitna hierarhija statusov, ki pa jih je morda ni več 50, ampak jih je morda celo 100. Zdaj, ne? In raziskava, ki jo je opravil angleški zdravnik Michel Marmot na 18,000 javnih uslužbencih Whitehalla, ki, to je treba reči, so vsi angleški del raziskava je bila delana v razdobju 25 let v času, ko pred to krizo, se pravi, ko še ni bilo vsega tega odpuščanja in tega, in ki so materialno bili vsi preskrbljeni. Kaj je gotovo? Tisti, ki so na nižjih statusnih lestvicah, kljub materialni preskrbljenosti, vse umirajo hitreje. Zelo preprosto. In ko je potem bil očitek ta, da pač, ja, se res, ampak tisti, ko imajo manj denarja, tudi več kadijo, se ne ukvarjajo to športom in to, ja, so kontrolirali še za te spremenljivke in rezultat je bil, tisti z nižjim statusom imajo 51% večjo možnost, da umrejo, na primer, zaradi koronarne srčne bolezni. Že sam status, že sama hierarhija, kar seveda običajno pomeni, da tisti, ki je nižje na lestvici, nima dostopa do določenih virov. In to vir je lahko spoštovanje. Vir je lahko vplivanje na odločanje, je lahko manjše prepoznanje in v tistem delovnem okolju, ki je, in v družbi. Spet gre za to kumulativno vzročnost. Tisti, ko je nižje, umira prej. Ne glede na to, da je materialno, bomo rekli, premožen, dobro živi. Zdaj, kaj narediti proti neenakosti? Ne? Tisti ukrepi, ki so res lahko, ki jih lahko naredimo zdajla, je to, da se pač povečajo socialni transferi, da se spremenijo davki, kar seveda pomeni, da se povečajo davki na kapital in na premoženje, zmanjšajo se pa davki na to delo in na nižje prispevke, se pravi progresivna davčna politika. Skratka, to ni nič takega. Tisto, kar je pa pomembno, kar se velikokrat pozablja, je pa, na kar se mi zdi, da kažejo ravno tudi ti podatki o vplivu statusne hierarhije, je pa to, da je treba ljudem dati možnost dostopa do vpliva, možnost dostopa do virov, ki se jim reče, ki so skriti, ki so spoštovanje drugih, ki so samovrednotenje, ki so samozaupanje. In to se jim lahko da z neposredno demokracijo in za ekonomsko demokracijo. Upravljanje v podjetjih z delavci, s tem, da imajo vpliv, je eden izmed, se mi zdi, tistih elementov, ki bo zmanjšal tako organizacijsko obstoječo, tisto eksplicitno statusno hierarhijo, kot tisto skrito lestvico statusa. Kaj pa plačna? Plačna nesorazmerje, pa mislim, to gre zraven, ja, no, je pač treba absolutno zmanjšati in jaz se tega niti nisem dodatno po svojem naredil zaradi tega, ker se mi zdi skoraj samoumevno. Bi pa potem ob tem sam še to rekel, da, ko sem v začetku govoril, da večje plače postavljajo večjo motivacijo. To niti ni tako res, ne. Danes je že cel kup raziskav ekonomistov in to ne nekih, bom rekel, zagrizenih levičarskih ekonomistov, ampak ekonomistov neoklasične šole ali pa te imenovane vedenske ekonomije, ki preprosto dokazujejo, da denar čisto preprosto ni najpomembnejši motivator ljudi.
tudi ljudi na nekih menedžerskih položajih. Je pa problem v tem, da se pa ti ljudje znajdejo na nekem položaju, ki jih zaradi samega položaja sili v določeno ravnanje. Ne? Seveda, služba pomeni tudi status, pomeni prispevki, zavarovanje. Ja, in potem smo spet pri to, naprimer, če gremo nazaj, ena ponazoritev tega je, naprimer, raziskava, ki je raziskovala moralo, vpliv prostega trga na moralo. Ne? Preprosto so ljudi vprašali, kaj narediti z laboratorijskimi miškami, ki so odslužile svojo funkcijo v laboratoriju. Velika večina ljudi je preprosto rekla, ja, treba jim zagotoviti nekaj, ker bodo preživeli ostanek življenja v redu. Potem pa so vnesli drugo spremenljivko, ki se reče trg. Zdaj so pa lahko ti ljudje trgovali s temi miškami. Stopna preživetja mišk je neverjetno padla. Ker je preprosto to, da si jih zavrgel, da si jih prodal nekomu, ki jih bo pač bil, prinašal dobiček. Gre za iste ljudi. Skratka, trg ni samo nevtralen mehanizem. Že sam način, kako deluje, tisto, kar smo prej govorili, tekmovanje, že sam način, kako deluje pri ljudeh, ki so drugače čisto prijazni, moralni, ti direktori, ki potem rečejo, da je tista razdelitev nevzdržna, sili v nekaj, kar poznamo kot nemoralno delovanje, nekaj, kar škodi družbi in kot celoti. To bi jaz.